Ja? Ej, kako si? Sama sem doma, moj kreten je šel ribe loviti, jaz sem pa tako lačna. Dej, prosim te, skuhaj mi nekaj. Dobro. Plačam pa zdaj, ker sem čist brez denarja, pa moram vso to hrano nekako nabaviti. Evo ga peteršilček. Kakšna kumarca lepa, tole tudi rabimo. Čebula, čebula, čebula. Evo jo. Malo koprčka poberemo za solatko. Super, da sem bežal. Evo, gobice sem najdel. Imamo turke, brezove gobane, sirovke, lisičke, jesenske mavrohe. Vsega imamo, raj na zemlji. Evo, zdaj pa že vem, kaj bom kuhal približno. Samo da ne berem. Zdaj edini problem je, ker v Sloveniji imamo tak zakon, da ne smemo več kot 2 kile gob nabrati. In jaz bom vzel par različnih, ostale bom pustil, da me kakšen ne ujame. Ampak vzel bom glih to, kakor jih rabim. Pravi, odrezal bom enega turka, lisičko, pa še enega brezovega gobančka bomo, enega lepega, evo ga, tega le. Tako. Če imate možnost, je fajn, pa enega jesenskega mavroha. Če imate možnost, je fajn, da zmeraj naberete čim več gob, da je čim lepši in boljši okus, ne. Ker samo ena vrsta gobe je malo dolgočasna. Tako da to je super. Zdaj pa šibam. Who's the winner of pig fight? Yeah! Evo, končno sem doma. Tisti kmet me je skoraj dubo. Ena stvar, ki je zmer pomembna, saj pri moji kuhinji. V mojem primeru, ko bom kuhal svinjsko ribico, bo zraven super šel tale Cabernet Sauvignonček.
Vzamemo desko, čebulo očistimo. Vzamemo eno posodco, dosti veliko. Postavimo na ogenj, malo oljčka. In pustimo, da se malo segreje. Jaz bom pa medtem gobe pripravil. Zdaj dam čebulico pražiti. Zmeraj je fajn, če napo požgete, da vam cela hiša ne smrdi. Medtem, ko se bo čebula pražila, bom jaz naredil gobice. Evo, čebulica je pravilno porumenela, vržem gobice. Temu kosu mesa se ne reče svinjinja, reče se svinjska ribica. To je najboljši kos, to je tako kot pljučna pri govedini, je to pri svinjini. In je fina, ker je okrogla, očiščena in sam narežete na medaljončke brez problema. No, probite ribico čim bolj po tleh posode, lepo zložiti, da se ona zapeče. V trgovini sem si prej sposodil malo mediteranske začimbe, ne. Noter imate že mešanico vsega peteršilja, timijana, lovorja, korenčka, origana. In je to super kupiti take začimbe, ali si jih pa sposoditi, če nimate denarja, da se vam ni treba obadati s tem, kaj boste vse skupaj zmešali. Pač kupite eno začimbo in gotovo. Zdaj pa sem še vzel brinove jagode. To bom kasneje razložil, zakaj in kako. In skratka, zdaj vržemo začimbico po hranici. In kar dosti dajte, ne bi čkrti. No, brinove jagode naredijo nek tak sladki, fini okusek in super gre v kombinaciji z mediteransko začimbo. Se pravi, za vso ono mešanico date še brinove jagode. Čeprav jaz vam predlagam, zmer piše brinove jagode, da jih morate dati noter, skuhati pa na koncu ven vzeti. Ni res. Zdrobite jih, pa narežite, pa jih pustite noter. No, zdaj bomo vzeli vinčka, ampak ne pretiravati. Ampak res, samo kapljico, to 2. Vinčka samo za okus črnega. Premešamo. In damo stvar dušiti. Kasneje bom dolil še malo vode, da se bo vse skupaj kuhalo. Evo, na vrtu sem našel tudi baziliko, meto in meliso. Jaz bom dal zelo malo mete pa melise, samo 2 listka. To da okus po pepermintu, mečken. Škoda, da ne morate tega povohati prek kamere. Bazilike bom pa kar natresal ene par listkov. Zdaj to vse dobro narežete lepo, da niso preveliki komadi. Ena stvar je pomembna, in če imate kakšnega 1000 ali pa 2000 tolarjev, pejte in si kupite velik nož za zelenjavo. Pomemben je, da ima rezil precej širši od ročaja, kar pomeni, da lahko potem ga naslonite, s prstom se primete recimo na začetku in greste po zelenjavi. Druga stvar je, prej, ko sem rezal čebulo, da si prstom ne uničite, naslonite na členke in režete. Drugače lahko hitro, če imate ostre nože, hitro prst odrežete. Pa ni fajn. Zdaj vržete baziliko noter in vse te stvari, meto, meliso in peteršilj. Premešate. Njam. Evo, zraven ribice bomo jedli kumarnično solato. Ampak to ne bo taka solata, ki so jo naše babice delali. Ampak je fina, ker imam na vrtu, sem našel koper pri enemu sosedu. In bomo lepo kumarnično solato s koprom naredili, kar je super kombinacija k tem mediteranskim začimbam. Kumarov lupite, vzamete neko lepo skledo za solato, spet nož za zelenjavo in narežete.
Zdaj bomo skuhali še njokice. Meni se jih ne da delati, jih znam narediti, ampak čisto preveč dela. Tako da sem si jih spet nekaj izposodil, te njoke, in jih bom samo skuhal. In naredil kot prilogo ribici. Tako, zdaj bom pa končal svojo ribico. Zdaj pa sam še final touch. In ta final touch je sladkar smetana. Nalijete sladko smetanico, vzamete parmezan v kockah. Če ga le dobite, če imate možnost, zapeljte se do Italije in si kupite njihov parmezanček, ker je 100-krat boljši kot naš. Na koncu, to je pa final touch, ker že vse skuhate, ko ugasnete, ko se sir stopi, ko se arome premešajo, ko je svinica končana, ko so gobe odlične. Vzamete kislo smetano in daste eno žlico kisle smetane. Evo, končano. Zdaj bom samo en krožnik hrane pripravil mojemu dragemu kamermanu, ki je lačen, ostalo bom pa nesel svoj najdražji v mesto. Dokumente, prosim. Nimam, nažalost. Nimate? Kam pa? Punci nesem kosilo. Kosilo? Lahko parkirate tale stroj. Pejte malo. Nič nisem naredil, gospodje. Ja, niste, žal. Sem kosil nesem, Nimate punci. dokumenta, nobenega. Kaj pa je to, gospod? Dajmo. Kaj pa je to? Začimbe, origano. Začimbe, ja. A tako se temu reče? Origano je Ok, gremo. Ja. Pite, stari, dobro smo tega tipa ostala, ne? Da je kosilo, vsaj punca bo lačna ostala, ne? Ja, ali pa ne vem, kaj bo. Origano bo Ali pa ne pojedla. boste kadile nič. Origano bo pojedla, ja. Dobar je, dobar je mali, talentovan. Sam škoda, kaj ima drogo sabo, ne? Škoda, da ni imel čelade. Ja.